spet narobe, kaže tole, ne znam poštudirati kamere, da bi pokazala prav obrnjeno sliko na Facebooku, na YouTubeu je to drugače. Živijo slike, slikaste, dobrodošli v redni torkovi sceni z mano. Danes sem vam napisal tamle nekaj o brezplačnih vsebinah. Najprej vprašanje, kdo od vas si želi uspeti v poslu, v hobijih, v družinskem življenju, ne vem, naštej sam. Dej, če si želiš uspeti, napiš komentarček, želim si uspeti. Če si ne želiš uspeti, najbrž ne boš niti napisal, ker ne verjamem, ne poznam človeka, ki si ravno ne bi želel uspeti pri tistem, kar počne v življenju. Ja, ok, zdaj seveda tole, o čemer danes govorim, oziroma kar bom povedal do konca te žive scene, so vsebine, ki se pravzaprav prepletajo čez vse te naše čez vsa ta naša skupna srečanja. Sem pa nekako uspel najti, jaz sicer vem, da ta dama, o kateri govorim, ima vse to zbrano na svoji spletni strani, ampak zdaj je pa prenovila svojo spletno stran in ker sem jaz tole seveda iz Ferca šel malo pogledat, se mi je zdelo zelo koristno, da vam serviram tudi te njene brezplačne vsebine, da si pogledate. Zakaj gre? Gre za to, da je ta dama, je Saša Einzidler, tega nisem povedal in moram reči, da veliko nekih njenih vsebin oziroma modrovanj sem tudi jaz prevzel oziroma slišal od nje, tako da lej, itak so stvari, ki so nekako na neki liniji in vemo, da delujejo, če jih seveda upoštevaš. Zdaj, zakaj gre pri teh zadevah? Ona ima tukaj 6 različnih webinarjev na različno tematiko in seveda vsi so brezplačni in lej, stari, dal sem en link nekje okrog tega videa od zgoraj, od spodaj, klikni na ta link in prideš na njeno spletno stran in se lahko naročiš na teh brezplačnih 6 webinarjev, ki ti dajo nekako en vpogled v bistvu čez vse tisto, kar moraš nekako upoštevati, kaj je dobro delati v življenju, da ti potem tudi uspe pri tistem, kar počneš. Ja, evo, zdaj, če gremo najprej, samo malo, da jih ne, tamle imamo zavedanje sebe kot temelj uspeha, to je tista zadeva, ki tudi jaz stalno govorim, da je vse v naših glavah. Mi se moramo zavedati sami, da je nekaj, kar si želimo, da moramo to narediti in da nihče drug ne bo to naredil za nas ali pa za vas. Se pravi, vsak mora pri sebi najprej spucati, kakor pravi ti slovenski pregovor, da je treba popucati pred domačim pragom ali pa spucati domače podstrešje, rečemo temu tako. Tako da ja, to je to. Zadeva, ki je zelo pomembna in je ta, da recimo, kje smo zdaj in kam bi radi prišli. Vsi smo v neki fazi, ne glede na to, koliko si star, ne glede na to, koliko si izobražen, vsak je nekje, verjetno se strinjaš, da smo vsi na neki svoji poziciji, ki smo jo nekako v življenju dosegli in imamo verjetno neke želje, kaj bi radi dosegli. In zdaj je treba najti to pot, kako priti do tja. Recimo to, če veš, kje si, pa kam bi rad prišel, to je zelo pomembno, ker potem ti je bistveno lažje najti neko pot in sredstva, kako boš do tja prišel. Recimo, če ti dam čisto en primer, recimo, če si, recimo, bom malo zdaj karikiral, jaz sem zdaj recimo v Kočevju in bi rad prišel kam? Rad bi prišel recimo na Krvavec smučati. Ok, da pridem do tega, da bom na Krvavcu smučal, rabim najprej en prevoz do Krvavca, pa rabim neke smučke, pa rabim palce, pa pancerje, pa obleko, pa tako. Se pravi, zdaj, če jaz vem, da hočem smučati, potem vem, kaj rabim za to, da bom lahko tam na Krvavcu smučal. Če dam pa drug primer, da hočem iti pa malo bolj na jug, da bi šel pa rad na Krk jadrat,
pa spet rabim pa avto, pa jadrnico, pa obleko ta pravo, pa obuto ta pravo, spet vem, kaj rabim. Ne? In isto ti je v življenju. Ne? Če veš, kam bi rad prišel, če veš, kaj bi rad dosegel, potem boš bistveno lažje poiskal rešitve, da boš do svojega cilja tudi prišel. Potem imam tam le vidim sproščanje moči za hitrejši napredek. Ja, to rabiš, v bistvu, gledaj, rabiš neko motivacijo, rabiš to, da si pripravljen, da so tudi te tvoje želje tako velike, da si pripravljen za njih narediti čisto vse, samo da se ti uresničijo. Včasih pravijo, ja, da ne smeš sanjati veliko potezno, ker da to ni dobro. Ne vem, lej, jaz ti dam sem primer recimo nekih vrhunskih športnikov, da zdaj ne omenjam imen, pa jih imamo v Sloveniji cel kup, ne? Če bi ti športniki, recimo, zdaj si sam predstavljaj, stari, da ti športniki, da so si zadali, sanjali, ne? In potem si zadali cilj, da bodo najboljši v krajevni občinski ligi. Naj te vprašam, ali misliš, da bi kdaj ti ljudje, ti športniki postali svetovni prvaki ali pa najboljši igralci, ali eni najboljših igralcev v NBA-ju? Dej, napiš mi, če misliš, da bi lahko s sanjami o biti najboljši v občinski ligi postal svetovni prvak, dej mi napiš v komentar, da pa ne. Ali pa komentiraj, a je pametno imeti velike sanje in velike cilje, ali je bolj pametno biti tam pri tleh, kot eni pravijo. Lej, ker če boš tudi imel velike cilje, pa če jih ne boš vse dosegel, boš mogoče še vedno več dosegel, kot tisti, ki nima sanj ali pa sanja nekaj čist mehkega. Ok, reševanje konfliktnih situacij, jasno, stari, vedno pride potem do nekih konfliktnih situacij, ko ti nekaj delaš, vedno se ti nekaj zalomi, vedno se srečaš z nekimi modeli, ki ti hočejo zmetati polena pod noge. Lej, zmisel si kar češ, lahko tudi napišeš v komentar, kaj se ti lahko še zgodi na tej tvoji poti. In seveda te probleme je treba znati, se soočati z njimi in jih znati tudi reševati. Važi? No, pa imamo pa en webinarček, ki je zelo zanimivo, ne? Prepričljiv javni nastop in komunikacija. Ej, pogovarjam se z nekimi ljudmi in pravijo, mi pa tega ne rabimo. Glej, ni rečeno, da je vedno javni nastop, da je javni nastop vedno tisto, recimo, ko greš ti na nek koncert ali pa gledaš televizijo, pa vidiš tam une, ki nastopajo, pa od spodaj je publika, pa jim ploska, ne. Ali pa ni javni nastop to, ko jaz tukaj se pojavljam pred vami, pred kamero, pa bluzim, ne. Javni nastop je tudi, ko se ti pogovarjaš z nekim svojim poslovnim partnerjem ali pa ko se pogovarjaš s svojim zakonskim partnerjem ali pa ko se pogovarjaš s svojimi otroci ali pa ko se pogovarjaš s svojimi sodelavci ali pa prijatelji stari. Vse je to en javni nastop. Ne? In tukaj zdaj ni to bistveno, kako ti nastopaš, ker enemu bo sicer nekaj všeč, kar delaš, drugemu nekaj ne bo všeč, ta ista stvar, ne? Ampak važno je, da ti to znaš. Lej, to, kar jaz bluzim tukaj pred vami, pred kamero, ni nujno, jasno in najbrž tudi ni vsem všeč. Enim je to čist bljek, eni pa pravijo, stari si kar v redu, pa kar lepo nekaj poveš tisto, kar nas zanima. Ampak pustimo to. Če ne bi jaz spremljal teh vsebin od Saše, se pravi o prepričljivem javnem nastopanju in o komunikaciji, ne bi bil sposoben danes delati takih oddaj, kot je Živa scena. Da pridem vsak torek, v bistvu se zjutraj, ko se zbudim, se mi pojavi neka ideja, potem idejo med fruštkom pa med potjo do doma mečkam v glavi predelam, postavim tukaj kamero, postavim ozadje, obvezno z mojo reklamo za mojo knjigo in začnem govoriti. Ne moreš to, če nimaš nekih veden o tem javnem nastopanju in isto se ne moreš kar tako pogovarjati niti s prijatelji, niti s svojim zakonskim partnerjem, niti s poslovnimi partnerji. Zato je to ena od zelo pomembnih
vsebin, ki je dobro, da jih poznaš, če želiš in sem prepričan, da si želiš uspeti pri tistem, kar delaš. Kot neki zaključek teh webinarjev pa je to, da imaš vse v svojih rokah. Da imaš nad vsem kontrolo, da si neke vrste lider, vodja, da ti pelješ svoje življenje, svojo pot, tako kot ti hočeš in ne tako, kot hočejo drugi. Jasno, glej, bo se ti zgodilo, da iz raznih razlogov se ti bo pojavile ovire na tej tvoji poti. Ali bo kdo drug zmetal, ali so same tam, ali si jih boš pa morda sam postavil. Ampak bistveno je, da če veš in imaš te stvari v svojih rokah, potem boš znal te ovire tudi premagati. In tako to je. Glej, to je 6 brezplačnih webinarjev. Stari, poglej si jih, zelo koristne vsebine, od spodaj ali pa od zgoraj, tle nekje okrog sem ti dal povezavo, klikaj na to povezavo, prišel boš na zbirko Sašinih webinarjev, tam zahteve od nje, nekje preko enega zahtevka, ki ti ga ona daje na strani zahteve, da hočeš te webinarje imeti in ona ti bo te webinarje poslala brezplačno. Zdaj pa, imejte se skrajno, uživajte, ostanite v cvetju in se vidimo v naslednji priliki. Čau, či!